Zelo pa sem zadovoljna tudi z našimi kandidati iz šole za častnike, ki delajo tukaj z njimi kot inštruktorji in se pravzaprav prvič spoznavajo v živo z svojim bodočim častniškim delom. Čeprav je pa tudi res, da jih v enotah čakajo že zelo izkušeni vojaki in te izkušnje, ki jo bodo dobili tukaj, najbrž nikoli več ne bojo ponovili. Namreč kako je, ko delaš z nekom, ki še nikoli ni bil vojak. Zadovoljna sem tudi zato, ker so to ljudje, ki kažejo na veliko voljo do vzdržljivosti, do prijateljstva, tovarištva z drugimi, ki so svoj poletni čas žrtvovali za to, da so lahko v vojaški organizaciji, da se lahko spoznavajo z dokaj napornim vojaškim življenjem. In vesela sem, ker v vseh njih žari tudi neko prepričanje, da so v lepem, zdravem, tovariškem in zelo vzpodbudnem okolju in da se bodo še vrnili v naše vrste. Kar pomeni, da je vojaški tabor, študentski vojaški tabor dejansko postal središče srečevanja tistih mladih študentov, študentk in tudi ljudi iz zadnjih letnikov srednjih šol, ki verjamejo, da je v Slovenski vojski mogoče najti vzpodbudno okolje za svoje mlado življenje in tudi ogromno izkušenj za svoje življenje vnaprej. Običajno je tako, da če se le da, obiščemo enkrat v toku 14 dni tudi naše študente na vojaškem taboru. Letos je posebnost v tem, da imajo, kar se namestitve tiče, te namestitve zelo dobro urejene, pa posebnost se mi zdi teh, ki jih danes vidim tukaj, je neka zelo velika borbenost in vztrajnost. Nikoli doslej še nisem slišala, da bi trpeli cel dan za žulji in šele zvečer po 10. uri, ko je vsega konec in ko se stuširajo, šele si prišli prevezati noge za žulji. Skratka, ta srčnost in vztrajnost teh mladih ljudi je zame eno veliko presenečenje in tudi velika vzpodbuda. Jaz verjamem v mlade ljudi in to, kar vidim tu, se mi zdi, da je sestavni del te pozitivne slike naših mladih.